Pripravili bomo en zelo enostaven, pa vendarle malce drugačen kruh iz pirine moke. Dodali mu bomo nekaj vode za tekočino, nekaj tekočine bo pa dodalo naribano korenje. Temu bomo pa dodali še feta sir. Feta sir bo poskrbel za sočnost kruha in tudi za slanost. Zato bomo dodali malce manj soli, v našem receptu pa bomo uporabili zeliščno sol. Testo morebiti izgleda preveč suho, ampak nariban korenček sčasoma, ko ga mesimo, gnetemo testo, oddaja svojo vlago. Ravno tako je s pirino moko. Testo za kruh iz pirine moke mora biti bolj čvrsto, kot če uporabljamo pšenično moko. Testo najprej mesimo v skledi, potem nam pa to postane preveč težko in je najbolj enostavno, če naprej mesimo na deski. Testo ni treba gnesti, tako kot recimo pri potici, dolgo časa, ampak je potrebno, da se vse sestavine dobro premešajo, da postane voljno, gladko, potem ga pa enostavno pustimo na deski ali postavimo v skledo, pokrijemo s krpo in pustimo, da vzhaja, to pomeni, da naraste za še enkratno velikost. Namesto hlebca kruha bomo spekli štručke. Naredili smo 8 štručk, jih povaljali še v olje. Potem, ko bodo pa vzhajale po 20 minutah, bomo pa premažali z rumenjakom, zmešanim z malce vode in posuli z neoluščenim, lahko pa bi tudi z oluščenim sezamom.